Vi v bistvu s tem malo zaostrujete, ne, z vlado. Imate kakšne ukrepe napovedane zdaj zaradi tega? Proti vladi? Ja. Ta retorika se zaostruje, ker se more zaostriti, ker se razmere zaostrujejo. Zato je, ker vidimo, da meseci gredo mimo, ne, vlada je obljubila, prva reakcija predsednika vlade je bila sprva ugodna, jaz to sem iskreno priznal tu na tiskovni konferenci pred meseci, ampak rekli smo, da štejejo rezultati. Ne, in postajamo seveda nestrpni, ker te napovedi, ki se zdaj napovedujejo, ne, in ponovadi so napovedi vedno resnične, ne, zagotovo je slaba popotnica za življenje našega članstva. In v tem delu nekaj direktno pozivamo vlado, da je učinkovitejša pri svojem ravnanju, ne, in da se ne sklicuje na nekatere razloge, zlasti dva razloga, mislim, izstopata, to je na to nesrečno globalizacijo in cene na svetovnih trgih. Pod tem udarom so vse evropske države znotraj sistema evra, pa kljub temu je tam inflacija približno 3%, tukaj pa 6%, ne, in pa zadnje čase tako uporabljeno pač misel, ne, da inflacija živi zaradi neke psihoze, ne, ki regenerira višjo in to višjo inflacijo. Jaz nočem seveda tega absolutno ne podcenati, a mislim, da se tukaj pretirava za tega tist medklic, ne, potem pa dajmo poklicati koga drugega, da pomaga nam na mestu ekonomistov. Pa mislim, da seveda sem ironiziral stvar, mislim, da morajo ekonomisti, politiki, stroka narediti tukaj svoje. Ne. Bolj odgovorno, ne, in prevzeti neko odgovornost, ker razmere se zaostrujejo, res se zaostrujejo. Se pravi, za enkrat upozarjate in pozivate samo. Tako jaz pogajanja o plačah z delodajalci se praktično še vedno, če se pravi razumem, na mrtvi točki. A se tukaj potem tudi pripravljate mogoče že na napovedano možnost stavke v januarju? Koliko je to blizu, glede tudi na te okoliščine? Mi smo rekli, da štejejo v bistvu dogajanja in dogovori za pogajalskimi mizami, zlasti pri panožnih kolektivnih pogodbah. Potem bomo šteli tudi pripravljenost delodajalcev, da prisluhnejo našim zahtevam. Potem smo rekli, da je povsem razumljivo, da takoj po shodih, po demonstracijah, vsakdo, to izkušnje imamo že od poprej, ne odreagira tako, kot bi mi v bistvu želeli. Zato, ker imamo opravka z ljudmi, ki imajo nek samoponos, samospoštovanje, ne vem kaj, in ja ne dokaza, da popuščajo pred temi nesrečnimi sindikati. To je normalen proces, v kateri smo zdaj. Ampak, glede na to, da je inflacija tukaj, glede na to, da v podjetjih vre, bomo zagotovo, če ne bo napredka, in zaenkrat ga ni napredka, res ga ni napredka, bomo stopnjevali pritisk. In stopnjevanje pritiska pa pomeni seveda stavke, bodisi generalna stavka, bodisi val stavk, bodisi tudi kako drugače s temi stavkami. Tukaj je več možnosti in sredstev iti en korak naprej. Pravim pa, da je ta bitka z delodajalci, lastniki kapitala mnogo težja, kot je bitka, če gremo kdaj tudi proti vladi. Vlada je ena, predsednik vlade je eden, javno mnenje je tukaj in politiki so na to pač občutljivi. Tukaj imamo opravka z strukturo, kateri simpatije teži. Tukaj njena vlada, vsako podjetje trnjava zase. Med lastniki kapitala ni nobene solidarnosti, nasprotno, kanibalizem. Tako da je ta spopad mnogo težji, ampak v to gremo, ker smo pač prisiljeni. In v mesecih, ki se bo zdaj pač zasukali po novem letu, bomo bili deležni tistega, kar pač smo tudi napovedovali. Pri sindikatu tekstila, absolutno, oni so že povedali, januarja, stavka. Potem gostinci tudi. In tako se bo zdaj zvrstilo kar nekaj sindikatov, ki pač v obrambi nekih svojih legitimnih pravic bodo naredili tisto, kar pač morajo. To se bo zdaj zagotovo dogajalo. Zanima me še vaša ocena, kaj menite o tem, ker delodajalci zdaj pri tem nekako kličejo na pomoč vlado, da se vključi v vaša bipartitna pogajanja. Oni so predlagali, da bi se skupaj pogovarjali okoli inflacije.
kaj pa drugega, da rečem, zakaj pa ne. Ampak to zagotovo ne more biti manever za to, da bi delodajalci naredili tisto, kar morajo narediti do delavstva. 5 Janš ne more dati tisto, kar morajo dati delodajalci. 5 vlad ne more dati. To pa je dvig plač po kolektivnih pogodbah. In to ne sme biti manever, se to bomo spremljali. Manever za to, da bi v bistvu prepeljali ta konflikt proti vladi. Mi vemo, v čem se lahko kregamo s to vlado. Ampak so pa stvari, ker morajo delodajalci dati. Delodajalci, ne pa vlada. Tudi pri davčnih olajšavah, ker pravi, da je treba znižati davke. Zgodba sploh ni tako preprosta. Zniževanje davkov še samo po sebi ne prinaša višji delovskih plač. Prinaša pa 100% višje dobičke lahko. In je lahko to samo manever, zato da se v bistvu pri teh delovskih plačah nič ne zgodi. Tako da smo previdni, seveda ponudba je tukaj, mi gremo v ta dialog z vlado, zakaj pa ne sej, zadnje smo podpisali socialni sporazum, ker je to v bistvu neka normalna tema v nekem dialogu. Ampak bomo pazili pozorni, da ne bi bil to manever, da bi v bistvu se iz tega klinča delodajalci izvili in pa računali na prepir in kreganje za vlado. Še enkrat ponavljam, vlada je odgovorna za nekatere stvari lahko samo vlada naredi, ampak so pa stvari, ki nesporno morajo narediti delodajalci oziroma lastniki kapitala. Gospod Zemovič, kaj pričakujete od jutrišnje seje ekonomsko-socialnega sveta na to temo? Na to temo pričakujemo, tako kot so dali signale delodajalci, napad na sindikate, ker v obrambi teh pravic uporabljamo ulico, cesto. Seveda treba je delodajalcem že zdaj reči, da očitno ne poznajo, da gremo tudi seveda v tej smeri nasprot, sprejmem ta izziv, normalnih evropskih standardov. Povsod po Evropi, znotraj Evropske unije, sindikati želijo, tako mi, doseči maksimalno za pogajalsko mizo, res se tudi krega, če treba, to smo počeli tudi v preteklosti, ampak na koncu se dogovoriti. Če pa je ta dialog gluhih in v tem trenutku je to, smo sindikati dolžni narediti en korak naprej. In ta korak naprej je tudi iti na ulico, povedati na glas, če to ne zaleže in očitno, kot kažejo zdaj naše delodajalce, je to premalo, narediti še kaj. In nerazumljive so reakcije nekaterih delodajalcev, očitno potrebujejo šnerkurs o vlogi stavk, ker že naprej govorijo, če bomo šli v stavke, bo pa nastala škoda. Kaj pa drugega je stavka kot prav to, z nedelom ustvariti škodo delodajalcu, lastniku kapitala, da vsaj takrat ve, da je tudi on odvisen od dela, delavk in delavcev. In v to nas, gospodje, nekateri silijo. Meni je samo žal, ker govorim da sploh o delodajalcih. V Sloveniji je kar nekaj delodajalcev, ki so socialno čuteči. So zelo modri in tudi dajo sporočila preko medijev, vse to spremljamo. Zlasti tisti, to smo bili zdaj, ki so že bili bolj izpostavljeni medijsko, ki so dobili v letošnjem letu kar nekaj nagrad, priznan kot dobri menedžerji. In vsi ti dajo sporočila, da imajo sindikati prav, da je potrebno prisluhniti sindikatom in delovstvu razumno, se nihče ne pretirava te stvari, dvigati plače. Vsi po vrsti, ki so dobili neka priznanja. Ampak očitno je ta skupina prešipka, premalo glasna znotraj delodajalske organizacije. Vizavi nas sedijo ljudje, ki dajo ta borbana sporočila. Ne niti procent, samo izhodišne plače, to so sporočila, ki jih mi sprejemo. In to je napaka. Z tega tudi seveda mi pozivamo vedno, da ne se včlanijo v te organizacije, ker mogoče tudi nekateri niso, ker delodajalske organizacije so se zdaj prestrukturirale, nastajajo, da ne vplivajo na pogajalce, da je za Slovenijo 100-krat cenej in tudi za njih manjša škoda, če dajo ta 2% več za delovske plače, kot se iti generalno stavko. Kajti generalna stavka pomeni blokado Slovenije. Pomeni blokado dela. Blokado, ker bo jo težko zaustaviti, z vsemi riziki.